V Rusiji obstajajo zapori, ki se jih kriminalci bojijo bolj kot same smrtne kazni. Predstavljaj si, da si zaprt sredi izjemno mrzlega arktičnega kroga, kjer je vsak dan kot neskončna kazen. Tukaj so nameščeni najhujši kriminalci, od serijskih morilcev do teroristov, in skoraj nimajo nobenega upanja, da bi bili kdaj izpuščeni. Zato pojdimo in raziščimo temni svet teh zaporov. Toda preden začnemo, bi vas prosil, da všečkate ta video. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Najlepša hvala in zdaj začnimo. Predstavljaj si zapor, ki se ga ljudje bojijo še bolj kot smrtne kazni. V Rusiji obstaja kraj, kamor pošiljajo kriminalce, ki od tam ne bodo nikoli več prišli ven. Temu pravijo Polar All Fighter. Zapor, ki stoji sredi izjemno mrzlega dela države na samem severu blizu arktičnega kroga. Polarna sova, ali uradno znan kot kazenska kolonija številka 18, se nahaja v Carp v Jamaloneneškem avtonomnem okrožju. Nahaja se ob reki Sop in je obdan z neskončnim snegom. Ta kraj je eden izmed redkih supermaksimalnih zaporov v Rusiji. Tukaj so nameščeni najbolj nevarni in najbolj strah vzbujajoči kriminalci. Od serijskih morilcev do kanibalov ali ljudi obsojenih na dosmrtni zapor. V času Sovjetske zveze je bil kraj uporabljen kot del prisilnih delovnih taborišč, kjer so zapornike silili delati na težkih projektih, kot je gradnja železnice. Toda leta 2004 so ga uradno spremenili v poseben zapor samo za tiste z dosmrtno kaznijo. Trenutno ima kapaciteto za več kot 1000 ljudi. Toda vsi, ki so tukaj, skoraj nimajo več upanja, da bodo kdaj izpuščeni. Vendar je pot do polarne sove izjemno težka. Najprej se je treba z vlakom odpeljati iz Moskve do najbližje postaje, kar traja več kot 2 dni. Nato je treba prepotovati še nekaj kilometrov z avtobusom, preden prideš do samega zapora. Že med samim potovanjem občutiš izolacijo in oddaljenost od civilizacije. V zaporu je vse strogo nadzorovano. Zaporniki so zaprti v majhnih celicah, narejenih iz debelih zidov in železa. Njihov čas zunaj je omejen, pogovor z drugimi pa je skoraj povsem prepovedan. Strogi poseben režim zapora je zasnovan tako, da prepreči vsak poskus pobega in zlomi duha zapornikov. Poleg tega je podnebje na tem območju zelo mrzlo. Pozimi temperature padejo na ravni, ki jih je za človeka težko prenesti. Čeprav je v notranjosti ogrevalni sistem, je veliko poročil, da to ni dovolj za ublažitev izjemnega mraza. Za ljudi, ki so tukaj zaprti, je vsaka noč videti kot neskončna kazen narave. Poleg mraza je največja bolečina za zapornike izjemna osamljenost. Družinam je težko priti sem, zato večina zapornikov skorajda ne prejema obiskov. Njihova povezava z zunanjim svetom se postopoma prekinja, dokler popolnoma ne izginejo iz vidnega polja. Zaradi tega jih veliko umre v zaporu in jih nato pokopljejo na pokopališču blizu tega kraja. Pravzaprav družine njihovih posmrtnih ostankov sploh ne prevzamejo, morda zaradi teže njihovih grehov ali pa zaradi prevelike oddaljenosti kraja. Za kriminalce v Rusiji velja obsodba na prestajanje kazni v polarni sovi za hujšo kot smrt. Po nekaterih poročilih veliko zapornikov pravi, da bi raje takoj končali svoje življenje, namesto da bi vsak dan trpeli v tem hladnem in izoliranem zaporu. Medtem pa je pred vhodom v zapor velik kip vrane. Simbol, ki kot da daje opozorilo. Za tiste, ki ga vidijo, se morda zdi kot običajna dekoracija. Toda za zapornike je ta kip opomnik, da od tam ne bodo nikoli več prišli ven. Eden najbolj znanih zapornikov v polarni sovi je Aleksander Pičuškin, bolj znan kot morilec s šahovnico. Spoznan je bil kot eden najhujših serijskih morilcev v sodobni Rusiji. Njegov načrt je bil ubiti dovolj ljudi, da bi zapolnil vsa polja na šahovnici. To pomeni 64 žrtev. Zato je bil obsojen na dosmrtni zapor, potem ko so dokazali, da je ubil 48 ljudi. Pičuškin je znan po svoji ošabnosti. Ko so ga novinarji vprašali, kaj bi naredil, če bi nenadoma prišel na prostost, je odgovoril: najprej bi ubil 2 človeka in posilil žensko.
Vendar se je njegovo stališče spremenilo, ko je prispel v polarno sovo. Potem, ko je izkusil izjemen mraz in neskončno izolacijo, je priznal, da bi raje umrl, kot pa da bi tam ostal še dlje. Poleg njega je bil v polarno sovo pripeljan še en zapornik, Haša Kolajev, edini preživeli iz teroristične skupine, ki je napadla šolo v Beslanu. Ta napad je zahteval več kot 300 življenj, večinoma otrok. Zaradi tega je bil obsojen na dosmrtni zapor in poslan v polarno sovo. Njegova celica je tako majhna, da se skoraj ne more iztegniti. Lahko samo stoji ali sedi, vendar ne more normalno ležati. Predstavljaj si, niti otrok ne bi mogel ležati tam. Takšna vrsta pogojev ni samo fizična kazen, ampak očitno tudi duševno mučenje. Poleg tega je bil tam tudi Jevgenij Anatoljevič Cioplinski, znan kot sirota iz Solikamska. Bil je serijski morilec, ki je ubil 6 ljudi. Obsožen je bil na dosmrtni zapor in prav tako premeščen v polarno sovo. Vendar pa njegov ni prenesel izjemnih težav v zaporu. V zvezi s tem so Cioplinskega našli mrtvega. Storil je samomor in ga pokopali na pokopališču tik ob zaporu. Vsakdanje življenje v polarni sovi je polno trpljenja. Vsakega zapornika strogo nadzorujejo in skoraj nimajo nobenih pravic. Prepovedano jim je svobodno komunicirati. Njihov čas zunaj celice je omejen in vedno pod nadzorom stražarja. Mnogi doživljajo depresijo, hudo tesnobo in občutek, kot da jih postopoma požira žalost. Pravzaprav je hrana pogosto nezadostna, hladna in težko pogoltljiva. Spanje prav tako ni udobno zaradi tanke postelje in zaradi zelo mrzlega zraka, ki prodira celo v notranjost celice. Obstajajo tudi poročila o zlorabah in nasilju s strani stražarjev, kar še dodatno otežuje položaj zapornikov. Ko pogledaš celotno sliko, je jasno, zakaj veliko kriminalcev pravi, da je bolje umreti, kot živeti v polarni sovi. Če se znani kriminalci, ki so vajeni nasilja, bojijo in tu klonijo, kaj šele bi občutili navadni ljudje. Polarna sova ni zgolj zapor, je simbol najhujše usode, ki lahko doleti kriminalca v Rusiji. Tudi zaporniki so razporejeni v različne vrste celic. Lahko so sami z enim sojetnikom ali pa v zelo utesnjeni sobi, kot je tista, v kateri je znani terorist Nurpaši Kolajev. Čeprav je v celici postelja, je strogo prepovedano ležati ali sedeti čez dan. Le ob času ugašanja luči smejo leči. Zato morajo od prebujanja do spanja ves dan stati. To je vrsta psihološkega mučenja, ki jim počasi uničuje razum. Vendar jim je dovoljeno iti ven za tako imenovano vadbo, ki traja približno 90 minut na dan. Toda to ni prava vadba. Prostor, o katerem govorijo, je prav tako nekakšna kletka. Okoli je visok betonski zid in železna streha pokriva prostor. Vidijo lahko le majhen del neba. Kot je bilo že prej omenjeno, je ena najhujših stvari tega zapora podnebje. Njihove uniforme so tanke in skorajda ne nudijo nobene zaščite pred snegom. Če se kdo premakne, celotno skupino poškropijo z vodnim topom, kar jih še dodatno ohladi. Za razliko od drugih zaporov, kjer se oblikujejo skupine ali tolpe, tukaj ni dovoljena nobena oblika komunikacije. Tudi v dvojnih celicah, kjer je še en zapornik, je pogovor prepovedan. Če te ujamejo, sledi stroga kazen. V prvih 10 letih svoje kazni nimajo obiskov in jim je prepovedano telefonirati. Šele po 10 letih lahko vidijo svojo družino in to samo enkrat na leto. Poleg tega ni menze ali prostora, kjer bi se zaporniki lahko družili. Hrano jim dostavijo neposredno v njihove celice. Skoraj ves čas preživijo v takšnih razmerah. Tišina vlada in edini ljudje, ki jih vidijo, so stražarji. Namen takega sistema je jasen. Preprečiti jim, da bi vzpostavili povezave, jih psihično zlomiti in jim odvzeti vsako upanje. Za nekatere je to pravično, saj so zaprti tukaj kriminalci, ki so zagrešili huda kazniva dejanja, kot so umori, terorizem in druga grozodejstva. Vendar pa kljub temu mnogi pravijo, da je kazen prehuda. Poleg tega v polarni sovi so bili vsem zapornikom prekinjeni vsi stiki z njihovimi družinami.
Večina njihovih sorodnikov verjame, da jih ni več vredno obiskati. Vsak dan zaporniki vidijo le stražarje in druge zapornike. Nimajo nobene povezave z zunanjim svetom, zato se njihov svet vrti le znotraj hladnega in krutega zapora. Vsak dan v zaporu je vedno enak. Tu so telesno mučenje, duševno trpinčenje in hudo pomanjkanje hrana in zdravstvene storitve. Tudi njihova hrana se vsak dan ne spreminja, vedno je enaka in ponavljajoča. Tudi preproste stvari, kot sta poslušanje radia ali gledanje filma, nadzorujejo stražarji. Samo oni izberejo program, ki ga bodo poslušali, ali film, ki ga bodo gledali. In to se zgodi le enkrat na teden. Vsako gibanje zapornikov je določeno, od časa za sprehod do časa za spanje. Če dobro pomislimo, je skoraj nemogoče pobegniti iz zapora polarne sove. Prvič, zaradi izjemno stroge varnosti. Zapor ima 3 železnih vrat v vsaki celici, okoli njega pa je 5 slojev visokih ograj, prav tako iz železa. Okoli zapora so še oboroženi stražarji in veliki psi, imenovani kavkaški ovčarji. Psi so izurjeni, da so nasilni in takoj napadajo, ko jim ukažejo. Drugi razlog pa je sama lokacija. Zakaj nihče ne preživi? Zapor se nahaja sredi arktičnega kroga, zelo daleč od civilizacije. S tem je povezan tudi zapornik, ki je poskušal pobegniti. To je bil Aleksander Lestratov, znan kot krvavi taksist. Bil je tat in serijski morilec, ki je ubil 6 potnikov. Zaradi tega je bil obsojen na dosmrtni zapor in premeščen v polarno sovo. 3 leta potem, ko je bil zaprt, je poskušal pobegniti med sprehodom skupaj z varnostniki. Uporabil je majhno kovinsko palico, da vrata niso popolnoma zaprla. Nato je stekel in preskočil ograjo. Ko je sestopil, so ga takoj napadli lačni in napadalni psi. Čeprav so varnostniki poskušali ustaviti pse, so bile njegove rane že hude. Vrnil so ga Lotar in ga zaprli v samico. Po nekaj mesecih je umrl. Od takrat si nihče več ni upal poskusiti pobegniti. Zaradi tega incidenta so še bolj poostrili varnost v zaporu. Dodali so še več železnih ograj in okrepili stražo. Sporočilo je bilo jasno. Nihče ne more pobegniti iz polarne sove. Za tiste, ki so tukaj zaprti, obstajata le 2 prihodnosti. Živeti do konca življenja v izjemno mrznem podnebju, medtem ko prenašaš fizične in psihične kazni, ali pa končati svoje življenje zaradi brezupa, ne zdržijo vsi. Veliko jih raje konča svoje trpljenje s samomorom. Poleg tega je okoli zapora majhno mesto, katerega gospodarstvo se skoraj v celoti vrti okoli obstoja zapora. Imenujejo ga zaporsko mesto, ker je skoraj vsak tam povezan z delovanjem polarne sove. Za ljudi zunaj je to le del njihove skupnosti, toda za zaprte je to konec njihovega sveta. Poleg tega, sredi mrzle puščave v jamalsko-neneškem okrožju v Rusiji obstaja zapor, ki se ga bojijo zaradi izjemne krutosti in težkih življenjskih razmer. To je kolonija Študopo. 3 ali bolj znan kot zapor Polarni volk. Prav pred Polarnim volkom stoji kip volka, ki simbolizira divjost in krutost tega kraja. Zgodovina tega zapora sega v čas Jožefa Stalina. Zgradili so ga zaporniki iz nekdanjih taborišč. To je taborišče Gulag, kjer so na tisoče ljudi prisilili delati na nevarnih območjih v Sibiriji. Že od samega začetka je bil ta kraj znan kot središče trpljenja, še danes pa velja za enega najokrutnejših zaporov v celotnem ruskem zveznem zaporniškem sistemu. V Polarnem volku je zaprtih več kot 1000 zapornikov. Vsak dan morajo prenašati izjemen mraz, hrano, ki jih komaj nasiti, in nenehno nasilje strani vseh paznikov. Noči so najtežji preizkus. Tudi ko temperatura pade, ni ustreznega ogrevalnega sistema. Nekatere celice nimajo pravega radiatorja. Včasih je ta le pritrjen na steno. Če zapornik krši pravila, ga lahko pošljejo v samico. Obstaja približno 2 ducata takšnih celic, kjer so popolnoma izolirani, brez kakršnekoli komunikacije z zunanjim svetom. Po besedah nekdanjega zapornika je tukaj edini način za preživetje ta, da brez dvoma in vprašanj slediš željam paznikov. Na tem mestu prevladujeta strah in nezaupanje.
Pogosto spodbujajo zapornike, da ovajajo drug drugega, zato je skoraj nemogoče sodelovati ali imeti pravega prijatelja. Posledično je vsak vedno zaskrbljen, vedno previden in nikomur ne more zaupati. Tudi za najmanjšo napako obstaja možnost, da bodo poškodovani ali kaznovani. Eden najbolj znanih zapornikov tukaj je Platon Lebedev, poslovnež, ki je bil 8 let zaprt zaradi obtožb o utaji davkov, pranju denarja in poneverbi. Tukaj so tudi zaporniki, ki veljajo za nasprotnike vlade. Eden izmed njih je povedal, da ti takoj, ko prestopiš vrata, dajo vedeti, da si v vicah, da nimaš nobenih pravic in da se nimaš na koga obrniti s pritožbo, vendar se kazen ne konča samo pri lakoti in mrazu. Veliko zapornikov je govorilo o ponavljajočih se električnih šokih in pretepanju strani stražarjev. Bili so tudi primeri, ko so jih zaprli v kovinsko škatlo, kjer so morali ostati vzključeni ali zviti drži, kot da bi bili še vedno v maternici. Zaradi izjemne utesnjenosti in težkega položaja skoraj niso mogli dihati. To je ena najbolj brutalnih oblik mučenja, ki so jih doživeli zaporniki v Polarnem volku. Kljub vsemu temu, nekateri pravijo, da je še vedno bolje pristati v Polarnem volku kot polarni sovi. Vendar to ne pomeni, da je življenje v Polarnem volku lahko. Tukaj je vsak dan kot neskončen boj za preživetje. Vprašanje zdaj je, ne glede na to, kako hudi so zločini ljudi, ki so tukaj zaprti, ali si res zaslužijo takšno kazen. Poleg tega je zapor Butyrka ena najstarejših zaporov v vsej Rusiji. Ustanovljen je bil še v času vladavine Katarine Velike. Sprva je služil kot zapor za tiste, ki so jih imeli za sovražnike države, kot so bili revolucionarji in ljudje, ki so nasprotovali vladi. Skozi čas je ostal znan kot kraj, kamor so pripeljali tiste, ki so jih imeli za nevarne in težko obvladljive. To je eden največjih zaporov v Moskvi in je še danes aktiven. Dolgo časa so stene Butyrke bile priče različnim vrstam zapornikov, od teroristov, tatov in kriminalcev do politikov in kritikov vlade. Zaradi dolgega obratovanja zapora je v njem zajeta zgodovina celotne države. A vendar je poleg zgodovine še bolj strašljivo trenutno stanje v notranjosti. Ena največjih težav je preveliko število zapornikov. Ima kapaciteto le za približno 2000 ljudi, zaradi tega so celice pogosto prenatrpane. Obstajajo poročila, da je v eni celici, ki je bila prvotno zasnovana za 10 ljudi, lahko več kot 100 zapornikov. Zaradi takšnih razmer postane skoraj nemogoče, da bi zaporniki dostojno živeli v notranjosti. Poleg prenatrpanosti je še ena težava – izjemna vročina poleti. Moskva doživlja visoke temperature vsak poletni mesec, v zaporu pa skorajda ni prezračevanja. Ko je zunaj vroče, je v prenatrpanih celicah še bolj vroče. Zaporniki so ujeti v tesnih in temnih prostorih, kjer se skoraj ne morejo premikati. To povzroča hitro zbolevanje in utrujenost telesa. Zaradi prevelike gneče tudi higiena ni ustrezna. Veliko celic je umazanih. Pogosto je prisoten vonj po znoju, dimu in umazaniji. Na stenah in stropu je plesen, oprema pa je poškodovana. Zaradi tega se bolezni, kot sta tuberkuloza in druge okužbe, hitro širijo. Zaradi prevelikega števila ljudi in pomanjkanja ustreznih zdravstvenih storitev, veliko zapornikov zboli in si ne opomorejo več. Še huje pa je, da obstajajo poročila, da zaporniki, še posebej odvisniki od drog, še naprej prinašajo prepovedane droge v zapor. Zaradi pomanjkanja zalog je veliko zapornikov prisiljenih deliti isto brizgo. Zaradi tega se bolezni, kot je AIDS, hitro širijo. Ta situacija še dodatno poslabšuje njihovo stanje in veliko jih umre ne le zaradi gneče in vročine, ampak tudi zaradi nalezljivih bolezni, ki jih je skoraj nemogoče nadzorovati znotraj zapora. Obstajajo celo ugibanja, da nekateri uradniki zapora namerno dopuščajo takšne razmere, kot kazen za zapornike, ki so zagrešili hude zločine, kot so umor, upor in nasprotovanje vladi. Pravzaprav je za nekatere stanje v notranjosti Butyrke še hujše kot sama smrtna kazen. V primerjavi z drugimi zapori, kot je Polarna sova, ki je znan po izjemnem mrazu, je Butyrka ravno nasprotje.
Tukaj so vročina, gneča in širjenje bolezni tisti, ki ubijajo zapornike. V obeh primerih je jasno, da nihče ne more ubežati izjemnemu trpljenju. Zato veljata ta dva zapora za najbolj strašljiva zapora v vsej Rusiji. Medtem pa je ena najbolj strašljivih zgodb tista o 3 zapornikih, med katerimi so bili Anatolij, Vladimir in Boris. Vsak od njih ima zgodovino hudih zločinov, ki so jih pripeljali do dosmrtne zaporne kazni. Anatolij je bil obsojen na dosmrtno ječo zaradi umora moškega, da bi mu ukradel avto. Ni to še vse. Ubil je tudi otroke tega moškega in starejšega človeka, ki je bil priča njegovemu dejanju. Vladimir pa je znan kot tat. Nekega dne je vstopil v stanovanje, da bi kradel, vendar je notri naletel na zakonca. Namesto da bi se umaknil, je zakonca ubil s sekiro in nato vzel njune dragocenosti. Medtem pa se je Boris sprl s sodelavcem. V jezi je vstopil v njegovo hišo in tam ubil njegovo mamo ter otroka. Vsi trije niso bili novinci v zaporu. Že prej so bili zaprti in na koncu so bili obsojeni na dosmrtno ječo. Toda, čeprav je bil zapor strogo varovan, so našli priložnost. Medtem ko so telovadili v zaporu, so opazili majhno luknjo v tleh. Tam se je začel njihov načrt. Uporabljali so samo svoje roke. Vsak dan so kopali. Da bi si povečali možnosti za pobeg, so od enega stražarja kupili zemljevid v zameno za $1000. Po dolgih dneh napornega dela so res pobegnili, toda njihova svoboda ni trajala dolgo. Vladimir in Anatolij so ju ujeli ponovno po 3 tednih. Boris pa je ostal na prostosti dlje časa. Toda tudi njega so ujeli leto kasneje, potem ko je poskušal ukrasti v trgovini. Na koncu so se vsi vrnili v zapor. Zdaj si oglejmo bolj znan zapor v Rusiji, zapor Beli Labod. Nahaja se v permskem kraju in velja za enega najbolj varovanih zaporov v državi. Ko so ga prvič odprli, je bil namenjen političnim zapornikom. Vendar je sčasoma postal kraj za tiste, ki so obsojeni na dosmrtno ječo. Od takrat še noben zapornik ni prišel od tu na prostost. Za razliko od drugih zaporov, kjer je gneča, ima Beli Labod veliko kapaciteto, vendar še vedno ni poln. Kljub temu to ne pomeni, da je življenje znotraj lahko. Ime Beli Labod ima 2 izvora. Prvič, izhaja iz njegove bleščeče bele barve. Drugič, iz nenavadnega načina premikanja zapornikov. Ko jih premikajo z enega mesta na drugo, se morajo globoko prikloniti, roke imajo vklenjene za hrbtom, njihova drža pa je podobna labodu. V tem položaju ne morejo poškodovati stražarjev ali povzročiti nereda. V Belem Labodu je komunikacija zapornikov z zunanjim svetom popolnoma prekinjena. Nimajo televizije, ne poslušajo radija in ne prejemajo obiskov. Edino, kar vidijo, so njihovi sojetniki in strogi stražarji. Medtem se mnogi sprašujejo, ali je takšen način kaznovanja zapornikov resnično human. Toda, ko izveš za težo njihovih zločinov, se ti zdi, da je to majhna cena v primerjavi s škodo, ki so jo povzročili. Eden najbolj znanih primerov je Dimitrij Vinogrado, nekdanji odvetnik, ki je postal množični morilec, potem ko ga je zapustil sodelavec. On je odgovoren za tako imenovani strelski napad v Moskvi, kjer je umrlo 6 ljudi. Zaradi tega bo preživel preostanek svojega življenja v zaporu, imenovanem Beli Labod. Tam je tudi Dimitrij Karimov, bolj znan kot manijak iz betonskih izdelkov. Posilil je 10 žensk in nekatere od njih ubil. To je eden od primerov, ki je pretresel Rusijo zaradi njegove krutosti do nedolžnih žrtev. Tukaj je tudi Genadij Serebrenikov, nekdanji major na Ministrstvu za notranje zadeve. Ko je bil njegov sin vpleten v umor, se je odločil ubiti vse priče, da bi ga rešil. Poleg tega je ubil celo ženo svojega sina. Trenutno je, tako kot drugi kruti kriminalci, zaprt v Belem Labodu do svoje zadnje sape. Tudi v Belem Labodu zaporniki ne občutijo le fizične kazni, temveč predvsem močne psihološke učinke. Silis so strogo nadzorovane in vsak gib zapornikov je pod nadzorom.
Po poročilih so tukaj pravila izjemno stroga. Psiholog je posebej dodeljen za preučevanje vsakega zapornika in jih razporeja skupaj s tistimi, katerih značaji se ne bodo spopadali. Namen tega je preprečiti popolno norost zapornikov. Dejstvo, da je tak sistem sploh potreben, kaže, kako velika je napetost znotraj zapora. Čeprav je njihovo vsakdanje življenje žalostno, jim je dano nekaj malenkosti. Dovoljeno jim je hoditi 1 uro na dan in se enkrat na teden 10 minut tuširati. Imajo tudi dostop do majhne knjižnice in trgovine, kjer si lahko kupijo nekaj osnovnih potrebščin. Čeprav je Bela Labotka že zelo stroga, je še bolj strašen zapor imenovan Črni delfin. Ta zapor je znan kot dom najhujših kriminalcev, od serijskih morilcev in teroristov do kanibalov. Imenuje se Črni delfin zaradi kipa črnega delfina, ki stoji tik pred vhodom v zapor. V Črnem delfinu je vsak zapornik ločen v strogo varovanih celicah s 3 železnimi vrati. Ni najmanjše možnosti, da bi kdo prišel ven, ne da bi šel skozi stroge kontrolne točke. Vsak dan jim je dovoljeno le 90 minut vadbe, medtem ko stražarji pregledujejo njihove celice, da zagotovijo, da ni nobenih prepovedanih predmetov. Od trenutka, ko se zbudijo, do časa za spanje jim ni dovoljeno sedeti ali ležati na svojih posteljah. Morajo ostati stoji, saj vsakih 15 minut stražarji krožijo, da preverijo ali upoštevajo pravila. To služi kot način, da jim preprečijo načrtovanje pobega ali kakršnihkoli skrivnih dejavnosti.